In lep pozdrav, danes imamo pa šunka time. Časi so taki, da je šunkica res lahko kraljica na naši mizi. Zdaj poznamo eno varianto šunkov testo, ampak kakor sem jaz dan, moram zmer nekaj po svoje narediti. Naredil bom take res super seksi male šunkice, noter bom sočen mesek, ki ga bomo malo obogatili, včez bo the best kruhek, na skorjico bomo posuli nekaj sploh posebenega, ki bo naredil tisto piko na i in jaz mislim, da se bo to topil v ustih. Tukaj imam jaz eno prelepo šunkico. Ene pol urce sem jo že kuhal na nežnem ognju, pa sem pa ugasnil, pa počakal, da se lepo ohladi, ker rabimo hladno, da bomo dali pol testo. Zdaj še eno finto bom naredil, tole vodo bom jaz izkoristil in jo dal v testo noter. Zakaj bi jo stran zlivali, če lahko tale okus obdržimo in bo vse skupaj naredili še malo bolj aromatično. Evo, v posodo bomo dali 180 ml vode, tele šunkice in noter nekih 5 do 7 gramov kvasa. Kvas smo dali noter, lepo ga zmešamo, se pravi imamo 180 ml vode in bomo dali noter še 180 ml moke. Dejansko bomo delali nek recept tak, ponavadi, tisto klasiko. Lahko si pogledate moj kruh, pa boste malo več detajlov videli, kako se to skupaj naredimo. Jaz bom dal noter 180 gramov bele moke, tip 500. Zdaj tole začetno maso lepo vmešamo in bomo vse skupaj pustili spet stati 15 minut, toliko da kvas zaaktivira. Takole smo ga nahranili v bistvu. Tole moko lepo vmešamo noter v vodo. Počakali bomo 15 minut, da se tale kvas aktivira. In pa bomo noter dali še ostalih 120 gramov moke, se pravi vse skupaj bo 300 gramov moke. Pokrijemo za 15 minut. Evo, kvasec je že začel delati, tako da lahko dodamo še ostalo moko. Rekli smo še teh 120 gramov moke. Zdaj solili res ne bomo preveč, jaz bom dal zraven nek ščepac soli, bo čisto zadost. Pa še eno stvar bomo dodali, da bomo malo obogatili v seso, en jajček. Jajčka. Jajček bo dal malo okusa, pa še dejansko bo malo močnejši testo naredil, da bomo lažje zadržali tisto šunko noter. Da bomo kar lepo žvrkljali. Jajček pa počas lepo spet vse vmešali skupaj. Lahko bi dali tudi kakšen žličko olja noter, pa bi dali tudi kakšne semena noter, tudi kakšne začimbe bi lahko noter dali. Je pa to, ne? Kruh domač, šunka, že kad kuhaš na šunko, to tako lepo diši. In ko bo še po sveže pečenemu kruhom zadišal po našem stanovanju, ojoj, ni lepšega, to je pa res pola rade tisti topel domek. Spet, kakor ponavadi, ko se je večina moke ugnetela noter v testo, bomo vse skupaj zvrnili na pult, pa začeli gnesti. Pa gremo masirati. Zmeri začnem lepo počas, da bo čim bolj tak mehak, puhast. Zdaj, če je testo preveč mokro, dajte še malo moke zraven, ni problema. Gnetel bomo spet, kakor ponovadi. 10 minut si pa vzemimo. Zdaj pri teh šunkah je tako, lahko imamo polkilsko šunko, lahko imamo kilo pa pol. Dajte tudi malo prilagoditi temu količino testa in seveda čas kuhanja šunke. Kilo šunke bi jaz kuhal kar 1 urco, siguren. Zdaj, tale recept je za nekje pol kile. Če bi slučajno kaj testa ostalo, pa jaz ne verjamem, ni problema. Ga vržemo v pečico, pa bomo dodaten kruhek zraven še. No, evo, po slabih 10 minutah, ker testo rata tako gladko, lepo, ga bomo dali na stran. Testo bo vzhajal pol urce,
ta čas prižgemo pečico na 180 stopinj, zdaj je pa čas za prelepo šunkico. Zdaj lahko tudi celo vzamemo pa zavijamo testo tako kot po navadi. Danes bomo pa delali take manjše in bo vse skupaj nam tudi ful lažje. Takole, jaz bom narezal šunko na približno 2 cm velike koščke. Naj bo ohlajena, ker če bo vroča, nam bo vse skupaj razpadel in ne bo vse skupaj mrzlo. Tale ima še lepo rožnato barvo, nismo jo preveč skuhali. No, tale konček bo pa zame stol, za postati KC. Zdaj, ko bomo na koščke rezali, malo pogledamo, kje ima že vlakna, da ne bomo ravno na polovici razrezali, pa bo pol tam narazen padel. Pa kar približno takele konce naredimo. S takimi majhnimi koščki imamo kaj početi. Evo, koščke smo si pripravili. Zdaj, za piko na i bomo pa mi tukaj noter naredili tako ful dobro omakico. Malenkost olja in zdaj bom jaz tele šunkice na hitro lepo popekel. Ne preveč, da se mi ne bojo pregrele. Iz vseh strani malo, da dobim malenkost skorjice, da bomo še pojačali te okuse. In kad takole dobiva malo barve, zmanjšamo ogenj. Jaz bom to vse zalil z jabolčnim sokom. To bo dali čisto karamelco ven. Noter gre malo paradižnikove marmelade, lahko date tudi mezgo noter ali pa kečap konec koncev. Malenkost zenfa, ne pretiravati. Malo česna v prahu. Pa poprček. Glih toliko se zmešamo, da naredi tako glazurco čez meska. In to bo vse skupaj še dvignil okus v uni bombici. Evo. Ki je vse lepo moča, damo dol iz ognja, na krožnik, omakico kar čez, malo da se ohladi, počakamo, da bo testo lepo vzhajan, pa bomo pa tole porabili, pa zavili noter v kugelce. Šunkice imamo ohlajene, pa poglejmo, kaj se je s testom zgodilo. Tako, lepo se je razlezel, malo je vzhajal. Zdaj ga kar bogato posujemo z moko. Malo si pomokamo še pult, tam, ko bomo delali. In začnemo delati kugelce. Lepo ga bomo razvlekli. Rabimo ga glih toliko, da pride noter cel košček testa. Tega bom dal še na pol. Evo, košček šunkice noter in ga lepo zavijemo. Malo stisnemo od spodaj, bodimo nežni. Takole. Pa jih delamo naprej. Šunke, bunke. Zdaj bomo tele bunkice še malo okrasili. Jaz smo tele en tak drobne, fine ucvirke. In to bo valjda naredil še piko na i, pa še dobro bo izgledalo. Tako da bomo kar takole popikali malo gor. Lahko tudi bolj na gosto, kako bo šlo testo narazen, se bojo oni razširili. Zdaj, če je preveč suho, vzemite kapljico vode, da se bojo lažje prijeli noter. Za tole vzemite te suhe ucvirke, ne tiste v masti, pa če so ta veliki, nasekljajte jih z nožem, pa bojo tudi taki manjši, drobni.
Naproti vam se dal peki papir, vse gor bomo zložil te naše buhteljčke. Dajte jim prostora, okoli še kakšen centimeter, dva, ker znajo še zrast. Testo bomo pustili vzhajati naproti, in 15 minut preden gre v pečico. Takole, 15 minut je tole vzhajalo. Jaz mislim, da so ready za pečico. Na 180 stopinj smo rekli, tudi za 15 do 20 minut. Poglejmo, kakšne barve, tisto zlato rumeno iščemo. In to bo toliko zelo lepo zadišalo po celem stanovanju. Wow. Glejte to. Niso lepe. Kakšne malo počla, nič hudega. Tole je res lepo ratalo. Prav lepo skorica se je naredila. Take lepe barve. Noter je sočna šunkica. Ko bomo tole odprli, pa se bo ven malo pocedil. Una omakca, ki smo jo prej naredili. Res lepo dober. Tole lahko tudi tašči sabo prinesemo. Bo po moje kar malo presenečena. Tukaj zraven lahko postrežete še kakšno omakco, rečemo hren, pa jabolček nariban, kakšno kislo smetano vmešate. Jaz sem naredil tukaj eno z jogurtom, malo drobnjaka, malo česenčka, malenkost paradižnička, tako da se pa še malo noter podipa vse skupaj. No pa probimo zdaj tole. To pa je razvajanje. Topel kruhek, noter sočna šunkica, čez tele hrustljavi. To je pa res tako dobro. Pa domača šunka, ki se res pozna, še malo takole v omakco zraven. Takole, ful dobra forica, simpel, dejansko nimate kaj dosti zaprgen, zelo okusno, dobite celo uno vzdušje velike noči, pa še verjemite, takoj bo zmanjkalo. Moram jaz to nesti na mizo, če ne sam tole se pojedel. Že grem.